Mene so kar s Forda klicali, da je moj nov avto ready in nisem mislil, da bo to že pred Automotor Showom. Pa dajmo ga kar pobrati, pa vam pol malo kasneje pokažem, kaj smo zbrali. Tole je moja nova Ford Kuga Active, pa zdaj boste vsi rekli, joj, boring, pač Kuga ka Kuga, ne, sikiriki, do konca tega vloga bo tale Kuga že predelana. Tole je moj nov daily za naslednji let in seveda ne more ostati stok. Zelo pomembna stvar je, da je tole Kuga z Active opremo, to pomeni, da dobi tele malo bolj off-roaderske zaključke, pa tudi tukaj kraj, plus tele mat obrobe, da zgleda zadeva malo bolj robustna. Najbolj pomembna stvar je pa ta, da je tale avto eden izmed redkih, ki ima 4x4 pogon. A zakaj bi imel 4x4 pogon na Kugi? Zato, ker tole je moj nov projekt in sicer tak malo bolj overland projekt. To pomeni, da bomo sigurno dali kakšne košare na streho, avto bomo zdaj v tem vlogu tudi polimali, zato da je drugačen od ostalih, ampak predelava, ki se jo pa najbolj veselim, so pa manjše feltne, pa precej večje in pa bolj grobe gume. Jaz sem takole zrisal render, zdaj pa že čas, da damo dizajn kar na šablone in pa pregledamo še zadnje detajle. Tako da nič, avto kar v delavnico, na pozicijo, pa lahko začnemo delati. Na maski pa zdaj lepimo še luči, pa tole sredinsko letev, zato ker sem si ful želel, da ima te ledice v oranžni barvi, tako kot ameriški avti. Ampak trenutno zgleda bolj kot Golf GTI, tako da to se še nisem čisto odločil, koliko mi je všeč. Jaz sem mislil, da bo za Flokija pa za ta novo Kugo posebej vlog, ampak zdaj pred Automotor Showom se stvari zelo divje dogajajo. Tako da evo, klele imam za Flokija že čista nove kontinentalke, tele Sport, Kontakt 7 grejo gor, ki jih vsi ful pohvalijo, tako da se veselim, nisem še nikoli Kontijo imel, se veselim, da to probamo, ampak najbolj važen je pa zdaj v tej škatli, ker tukaj noter so pa čist ta nove feltne za mojo Kugo in tole je pa detajl, ki bo v bistvu naredil zdaj avto, tako kot sem si jaz zamislil. Glej to. Proper offroad felta in klele pride takole še konkretna offroad guma. Vzel sem jih v 17 col velikosti, tele, ki so zdaj na avtu, so 19 col ali pa še celo kaj več, nisem ziher, ampak siguren 19. Tako da tole bo po mojem mnenju ful bolj zgledal. Zdaj jih moram pa kar naložiti v Flokija, zato ker šibam pa v Domžale do Goldleafa, kjer bomo pa že prvič montirali ta nove aerodiske na Flokija. Vmes odložim feltne parkadilcu, jutri jim pelem še gume, poj pa popoldne šibam nazaj s Flokijem do Žiga, zato ker morava premontirati tele gume na ta bele feltne, pa dati čista nove bele napise gor. To sem že kar jaz zelo malo težko povedal, v glavnem res se veliko dogaja, pa gremo kar na pot. Kako je to praktičen avto, 2 feltne tlele, 2 lepo vzadi v prtljažnik, pa šibamo, brez problema. Feltne smo zložili, tole so pa že moji novi Goldleaf turbofani za Flokija. Po prvem testnem fittingu smo pogruntali, da moramo še popraviti en detajl, tako da smo plavutke sneli, vse zbrusili, pa še enkrat nalepili in zdaj zadeva pa še res v nulo. Vzadi še niso dokončno polakirani, ampak daj ti poglej to karbonsko lepoto. Jaz sem res hotel, da so te turbofani res globoki, taki deep dish, pa lej te detajle, tlele ti piše točno na katero stran gre, Goldleaf logo, tako
tako, ko se zagre zadeva. Najbolj mi pa všeč to, da pri Goldleafu lahko naredijo turbofene ali pa aerodiske čist za kjerokoli feltno. Pa je bil pa čas, da si izberem še pokrovček za sredino, tale je tak malo bolj classy dizajn, meni je tale kar zelo všeč bil že v štartu, pol imaš pa še opcijo tega, ki zgleda malo bolj kot center lock. Kaj pa vem, malo premočen detajl mi je bil to, takole pa zgleda že končen izdelek. No, še feltne je treba spucati, ker so res ugabne. Zdaj pa zrišem sam še dizajn, pošljem Tadeju, da se nalepke naredijo in so turbofeni pripravljeni za naflokija. Feltne smo odložili, turbofene smo prevzeli, zdaj pa v bistvu predzadnjo dejanje danes je pa še, da prevzamemo offroad gume za Kugo in to je tudi zadnji del sestavljanke zdaj za tale avto, za Automotor Show. Pazi tole. Majster, lej to gumo. Lej, to je zdaj gor. Semi-boring. Lej to. Pure awesome. Evo, lej, za primerjavo malo profila. Tele so še celo zimske, ampak zdajle Kuga dobi tele Yokohama Geolanderce. Tako da bo avto končno dobil tisto svojo ta pravo active obliko. Drugač pa če tudi imel svoje, jaz sem jih dobil pa Eurotonu. Tile grejo zdaj do kadilca, mi pa pojmo do žiga zmontirati kontije. Za napise na gumah je fajn, da najprej zbrusaš podlago, da malo lepš prime. Preden vse začnem limati, naštimam še dizajn. Potem jih pa sam s tem ukrep trakan gor fiksiram, da pač dizajn stoji parmirka po eno gor limam, da se mi ne zmuznejo. Prštimamo, zalimamo gor, pa čez noč pustimo, da se posuši. Nanos lepila mora biti zelo tanek, kad tako najbolj prime, pa jaz zadevo pritisnem na gumo, pa še s selotejpom čez noč prlimam gor, da se res fajn prime. Pa damo kar komplet s feltno na avto, pa jaz pustim avto kar čez noč v luftu, zato da nobena sila ne pritiska na gumo. Vmes, ko sem šraubov, je hotela še naša malo pomagati, pa dajmo reči, da se še malo uči, no. Zategam tole. Kaj pa je to bilo? Zdaj pa pustnile, more čist not. Okay. Zdaj. Napake. Križno je to treba narediti, tako da je ta zvok, pol vemo, da je konc, ne? Aha. Drugač pa jaz zmer z tega Tirewall stickers.com naročam, da to si lahko screenshotate pa naročite. Ni nobena plačljiva reklama, ampak zmer me sprašujete, kje nalepke dobim, tako da jaz jih tle naročam. Zdaj pa obstaja tudi ena firma v Ameriki, te so z Velike Britanije, pa malo hitri pridejo, no, še zmeraj pa treba carino pa davek plačati. Zdaj se čez noč tole posuši, zjutraj gre floki dol, pa direkt na frišen vred. Zdaj Flokija v tem vlogu še namo videli z novim vrepom, ker bo fertik šele v petek in bo razkrit potem v soboto zjutraj ob 11. na Automotor Showu na Molu v Moštantu. Tako da če še nimaš kart, skoč na automotorshow.si pa s kodo ROK15, imaš 15% popusta na karte. Nič skrbeti, tudi v nedelo bo isto ob 11. zjutraj razkrit, če je slučajen Navš uspel prijeti v soboto. Zdaj smo pa že par avtokadilcev, ker so me klicali, da so moje gume zmontirane na ta nove feltne, ampak seveda imamo zaplet, ker ne paše na original matice. Tako da pojmo zdaj to situacijo reševati. Kot to dobro zgleda. Zdaj problem je, ker tlele matice not ne pašejo, pa v bistvu spodne strani centrirni obročki so malo drugačni za tole feltno. Tako da grem zdaj gor pogledati, pa da vidimo, kaj lahko zrihtamo. Zato sem skočil kar domač sporta, oni imajo res ogromen te robe, predvsem so pa specializirani tudi za tale Overland. Z Mihan sva probala par telih obročkov, da sem dobil res ta prave. Evo, tole sem rabil, nove tele matice, pa centrirne obročke. Tako da zdaj imamo pa vse, šibamo nazaj k kadilcu, pa upamo, da nav kakšna guma pajsala. Preden smo ga spustili na tla, sem pregledal malo za lufte, zaenkrat dobro kaže, seveda smo pa pregledali tudi pol, ko smo ga na tla spustili. Še zategnemo na moment ključ in pazi zdaj tole.
prvi metri s tem novim gumam, až koliko se pa bolj udoben pele, ker so 17 col feltne, pa zaenkrat nič ne riba, tako da zdaj moram bolj počas čez krožne pa čez ležeče, da jaz to malo testiram, ker je zadeva res na meji, ampak meni tako hudo zgleda. Prav vesel sem, pač točno tako je, kakor sem si zamislil. Pa zanima me še, koliko so glasne kaj na avtocesti, pa zelo verjetno se bo poraba dvignila za kakšen liter. Trenutno sem imel 6,9 porabo povprečno. Pojmo zdaj najdete en makedam, da ga malo zapodimo, par fotk naredimo, poj pa zadeva ready za Automotor Show. Sem toliko zadovoljen z rezultatom, lej kako to dobro zgleda. Jaz mislim, da v stran zgleda še bolj kakor spucan, tako da ne vem, če ne bi kar v stran ga na štand od Forda postavil za na Automotor Show. Drugač pa super update, gume nič ne ribajo, tako da sem zgleda kar dobro zračunal. Res je, da še nismo na nobene ekstremne previse probali ali pa ni zdaj na in kakšnega groznega offroada sploh še dal skozi. Sem pa zelo zadovoljen, kako v bistvu spredi izgleda tale oranžna ledica, tale oranžen DRL. Edino, kar me ful sem si želel, da bi avto imel, zato ker obstaja ena opcija, mislim, da une, ki so matrične luči, pride ledica čez celo, tako da bi se čez celo oranžna lučka svetla. Ampak trenutno ne vem, bom dal tisti oranžen pas po sredin dol, pa črnega gor. To je še stvar debate. Če se vidimo na Automotor Showu, me zanima, kva se vam zdi, a bi imel na sredi črno špuro ali oranžno. Tale projekt smo mogli na hitro zaštartati, zato da vam ga lahko že na Automotor Showu pokažemo še zdaleč, pa tole ni konc. To je sam začetek projekta Overland Kuge, oziroma ne vem še, kako bi jo poimenoval, ali Kuga Raptor ali pa Kuga Active Plus. Napiš mi v komentar, kva se tebi bolj zdi. Mi se pa itak ta vikend vidimo na Automotor Showu in oglasite se tudi na Fordovem štandu, kjer boste lahko videli že mojo ta novo Kugo. Plus še marsikaj zanimivega, ka Ford letos parpele. Ne bom še vsega izdal, ampak lahko vam povem, da bo Facet V8 obarvano. To je to, se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!